Predlogi ukrepov za spremembe na področju viznega režima, predvsem tam, kjer imajo tuji poslovni partnerji slovenskih podjetij praktične težave pri pridobivanju vizumov, so bili osrednja tema že 6. rednega petkovega srečanja predstavnikov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Gospodarske zbornice Slovenije. Danes smo bili seznanjeni z nekaj primeri na področju turizma, pa vendar še za veliko več primeri, ki se tičejo poslovnih razmer, se pravi potovanj z namenom poslovnega obiska in tako naprej. In mislim, da je to prava pot, zato ker pač dobimo identificirano problematiko s terena, kjer bomo potem, kot je bilo že povedano, obravnavali tudi na strateškem svetu. MZZ, kot rečeno, je pristojen, oni so fleksibilni, so v bistvu dojemljivi za vse probleme, katere so jim predstavljeni, in pač potem poskušamo skupaj tudi, se pravi, na relaciji med ministrstvi in v sodelovanju z gospodarstvom poiskati najboljše rešitve, kjer se pač dajo. Gospodarska zbornica je danes predlagala konkretne rešitve po državah, glede na probleme, ki jih imajo gospodarstveniki v zvezi z vizami za tuje poslovne partnerje. To je priprava za vladni strateški svet za internacionalizacijo, ki bo 11. februarja. Do takrat bomo še izčistili ta seznam, ga še dopolnili in mislim, da bomo prišli z zelo konkretnimi rešitvami tudi na ta vladni strateški svet. Druga pomembna tema, ki smo jo danes odprli, pa je odprava ovir, tako administrativnih kot tudi drugih. Zato že danes vabim podjetnike, podjetnice, poslovneže, da se pridružijo nam. Mi bomo v zelo kratkem času pripravili odprte komunikacijske kanale, kjer nam bodo lahko sporočali, kakršnekoli ovire imajo pri poslovanju z raznimi predpisi in drugimi zadevami, in bomo poskušali non-stop, pravzaprav, da to s tem ovešča tudi pristojne organe, tako da jih bomo poskušali sproti čim prej odpravljati. Razgovorom o odpravljanju administrativnih ovir so se tokrat pridružili še predstavniki Ministrstva za pravosodje in javno upravo. Program ukrepov za odpravo administrativnih ovir na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo oziroma prej Ministrstvo za javno upravo teče že kar nekaj let, ampak pomembno pa je, da se v zadnjem času aktivno spodbuja realizacija teh 260 ukrepov v letu 2012-2013. Pomembno pa je, da se zbirajo še tudi novi predlogi preko zbiranja, preko portala oziroma preko zbornic, da se v bistvu ukrepi izvedba in realizacija zmanjšanja bremen za gospodarstvo in s tem vzpostavitev boljšega podjetniškega okolja za gospodarstvo. Kako boste pri tem sodelovali z Gospodarsko zbornico Slovenije? Gospodarska zbornica Slovenije lahko zbira predloge direktno od podjetij. Podjetja preko točke na Gospodarski zbornici posredujejo svoje probleme v praksi, kje menijo, da določena zakonodaja jim predstavlja oviro, breme oziroma stroške nepotrebne, in seveda na to opozorijo Gospodarsko zbornico. Mi bomo skupaj med Ministrstvom za gospodarstvo, našim Ministrstvom za pravosodje in javno upravo in zbornico vzpostavili neko koordinacijo, točko, preko katere bomo te predloge potem pregledovali in jih uvrstili na vladni program in seveda potem poskrbeli za izvedbo čim hitrejšo.